moj paradiž. Paradiž pod hribom Macedon, samo pol ure vožnje od centra Melbourna. Domovanje Ivanke Škof, ki ga je obiskalo kar nekaj rojakov iz Slovenije, ga občudovalo, najlepše posvetilo pa mu je namenil Ivan Cimerman, ki je zapisal: v majhni hišici pod Macedonom se Ivanka spaja z naravo in vsemirjem, kajti njej visi južni križ tik nad glavo, da ji dežujejo zvezde na vrt. Jaz mislim, da je tako blizu mesta, da pridete v 30 minutah in vendar je taka velika razlika od mestnega živžava in visokih stolpnic in pridete sem med to drevje, med te eukalipte, ki so zeleni po zimi in poleti, ki oddajajo svoj vonj, da so to ptice, ki letajo in take ptice, ki jih nismo mi Evropejci naučeni, papige, kokatuji. Jaz imam tukaj, rečejo magpie, on pride tu na kuhinjo in če imam kruh tam, mi ga ukrade in zleti ven. In jaz samo grem na stopnišče in rečem piki, piki, piki in če sliši, pa tudi če je kilometer daleč, on pride sem. In se pohaja tukaj po kuhinji, tudi se tepe z mačko in jaz mislim, da to je res čarovnija. In zvečer, ko je jasno nebo, se zvezde skoraj dotikajo vrhov evkaliptov in mislite, da so, ko gledate skozi krošnje, kot da so kresnice na teh listih. In to je ta čarovnija, ki me je privlekla sem in sem sklenila, takoj ko se upokojim, jaz se bom preselila v tale čudoviti kraj, ki me zelo spominja na slovenske griče, odkudar sem jaz doma na Brkine. Ampak je to primerno nadomestilo za vaše Brkine? Zdaj jaz ne bi rekla, da je nadomestilo, ampak je balzam za mojo notranjost. Mi omili tiste skoraj boleče sanje o moji domovini, ker sem preživela svojo mladost, svojo otroška leta in mladost, posebno na Tolminskem, ker sem bila na učiteljišču in tam 5 let bila med tistimi hribi in smo imeli profesorja Kambiča, vsako soboto nas je zbral eno skupino, ki smo hoteli plezati. Krn je bil naš, Matajur je bil naš, Triglav je bil naš. Ko sem se poročila, nismo šli na potovanje, poročno potovanje, ne v Venecijo, ne nikamor, jaz sem peljala mojega moža na Triglav, na poročno potovanje. Kdo je Ivanka Škof? Slovenska učiteljica, pisateljica, kulturna delavka z izjemno zanimivo življenjsko zgodbo. Njeno izjavo o delu izseljenskih učiteljev, posneto v 80-ih, smo našli tudi v našem filmskem arhivu. Jaz mislim, prav naloga učitelja v Avstraliji je, da zbudi v otroku ponos, ne da se boji, če mu nekdo reče, ti si Jugoslovan, kaj boš ti, ampak da reče, ja, jaz sem Jugoslovan in kaj za to. Saj tudi mi smo ljudje in imamo svojo kulturo in svoj ponos. Ko pridete iz Slovenije, in to sem prišla leta 66. s kovčkom in z velikim zabojem knjig, in na kovčkih je bilo nekaj krp, da smo se preoblekli in drugega nič v žepu, pa niti cvenka. In treba je bilo poiskati stanovanje, ker je bilo najcenejše in industrijske mesto ne grejo bogati živeti. Oni si poiščejo lepše kraje. In jaz sem mogla pristati tam, ker sem pač lahko živela in lahko plačala. Tudi hišico sva se sezidala z možem, nažalost je umrl, preden smo plačali prvi obrok banki in tako sem ostala z 2 otrokoma in brez denarja, ampak pridne roke in veliko dela, tako da v sobotah in nedeljah in poleg dela sem še hodila na šolo večerno, na Royal Melbourne Institute, da sem končala kot knjižničarka, ker sem tudi pol delala. Sem si pa zaobljubila, da ko se bom upokojila, ne bom več živela v tistem kraju, ker me je dušilo
naftno izpuhi iz tistih tovarn in rafinerij in da se bom preselila sem na Macedon, kjer smo včasih ob nedeljah šli ven in smo ga videli tu gor na vrhu in se nekaj tukaj bom je živela. In tako sem se sem preselila. Ni mi popolnoma jasno, kot učiteljica izučena, ste se z možem in z 2 otrokoma odločili za odhod v Avstralijo. Tukaj ste imeli brata, ampak za učitelje je bilo pri nas vedno dovolj dela. Ni šlo zaradi pomanjkanja dela, vsekakor ne. Šlo je bolj za pomanjkanje denarja. Meni se zdi, da sva si preveč hitro želela imeti dom z mojim možem. In moj brat, takrat je bil še živ, zdaj je mrl, je zelo mlad umrl, ga je kap pobrala, srčna kap. Je rekel, če pridete sem za 2 leti, vidva se boste zaslužila za velik obrok, da boste lahko si dala na račun stanovanja ali pa mogoče celo hišo se zidala. In tako sva prišla z možem sem z namenom, da bova 2-3 leta in se vrneva. Tako da so mene moji kolegi v Izoli kupili oslička, lesenega, in mi je rekel upravitelj, če ne drugače, vrni se na tem oslu domov. Šok je bil velik. Kaj vse ste delali, preden ste postali knjižničarka in učiteljica? Prvo delo, ki sem našla, sem dobila v enem starem hotelu v Melbourneu. In ta hotel so prihajali največ taki, ki so tekmovali ali v nogometu ali v odbojki, ker niso imeli dosti denarja. In kjerkoli so prišli ali iz Azije ali tudi iz Amerike. In med njimi so bile tudi takrat skaterce, rečejo tukaj. In so šle kot nore okrog v podrumu, v kolesarskem podrumu. In so se porivale kar čez ograjo, čez in to. In so bile tako grobe, in tudi ko so prišle v hotel, če so zgubile, so pile od obupa, ker so zgubile, če so pa dobile, tisti klub, ki je dobil, so pa pili od veselja. In to je bilo steklenic in bruhanja vse povsod, po postelji, po kopalnicah in jaz sem opravljala to delo. In včasih sem pobirala to bruhanje ven iz lijakov in dodajala, ker me je obračalo moj želodec. In to sem opravljala nedolgo, mogoče 8 mesecev. Mož ni moral delati, zato ker je šel na lov z mojim bratom in se po nesreču in se prestrelil nogo, mu je razneslo celo stegno. In potem ni mogel več opravljati delo, ker on je bil varilc in to nad glavo varilc. In ni mogel več stati na tej nogi, je bila šibka. In tako da si je ostalo vse na mojih ramenih. Potem pa je še zbolel za rakom in umrl. Ponosna mati, vdova, sama z 2 otrokoma v tujem mestu. Ivanka Škof si je poiskala delo tolmača v splošni bolnišnici. Sem imela stalno 2 leti knjige za na delo, iz dela, ker avta ni bilo, smo morali z vlakom potovati ali z avtobusom. Tako da so ljudje rekli, tista, ki zmeri gleda v knjigo, če so govorili o meni, ker niso znali imena. Pa saj veš, tista, ki gleda zmeri v knjigo. No in tako sem se v 2 letih precej dobro naučila angleščino, da sem postala lahko tolmač v bolnici. Od tam me je precej me je prizadelo, ker je mož umrl. In ko sem videla te ljudi umirati v bolnici in od nesreč potolčeni, je bil en Makedonec, mlad fant. In ni imel nobenega tukaj in ga je kamion zadev in ga je vrgel 40 metrov, tako da je zadev z glavo ob eno električni pol in je bil več kot mesec dni v nezavesti. In so stalno mi govorili, pridi sem, mogoče bo kaj rekel, ne znamo, kdo je. Ali je, znamo, da je Jugoslovan, ampak nič, od kje je, kako mu je ime. In jaz sem tam večkrat bila, kadar je sestra me poklicala, pravi se nekaj obrača, mogoče bo rekel. In prvo besedo, ki je rekel, o, majka ti moja, majka ta moja. Sem rekla, he is from Macedonia. No in po enih 45 dneh je odprl oči in začel govoriti. In tako da sem jaz bila zmeri ob njem največ, ker ni znal angleščine. Tudi Italijani niso znali angleščine, so bili tudi po 15 let, pa so rabili tolmača. Tako da to delo sem opravljala 1 leto
In ko je mož umrl, me je vsaka smrt v tej bolnici ali pa nesreča me zelo prizadela. In sem pustila to, ampak ne preden sem gotovila, da bom šla delati v vrtec. Sem delala v privatnem vrtcu 1 leto. In po 1 letu, to je bilo 72. So Avstralci uvažali iz Amerike učitelje. In tisti, ki nismo imeli avstralske diplome, smo mogli zapustiti službo. Tako da sem to službo zgubila, ker sem nad vse imela rada. Sem zelo jokala, ko sem to zgubila. No, potem pa sem šla napraviti tečaj za računalnike in sem šla v eno tovarno in sem vnašala vso produkcijo na računalnik. Od tare, od tistega odpadka, od proizvodnje. In tam so delali škatle za prehrano, za pijače, alkoholne pijače, te pločevinke. In sem morala na kod vnašati vse te število, koliko smo proizvajali, koliko prodali in vse to. Tako da sem tam delala 3-4 leta. Obenem sem obiskovala tečaj za knjižničarko. In ko sem to končala, v 5 letih sem končala ta tečaj, ker nisem šla polno šolo, sem mogla zvečer iti. In sem tako postala knjižničarka in sem se upokojila kot knjižničarka. Neverjetna upornost Slovencev, ki so hoteli uresničiti svoje cilje v tuji deželi, tako kot Slovenec iz Melbourna v doslej neobjavljenih posnetkih. Jaz sem zapustil Jugoslavijo 1950. leta, ilegalno seveda, kot večina nas takrat. In sem bil v Avstriji v taborišču približno 5 tednov. Potem sem tam dobil eno delo pri kmetih, enih 6 mesecev, in potem sem pa emigriral za Avstralijo. In ko sem prišel v Avstralijo, angleško nisem znal, poznal nisem nobenega, nič nisem imel. Torej sem dobil eno delo pri železnici, kjer so me učili, da bom kurjač. No in tam sem potem bil 2 leti v Adelaidu. Na to sem pustil, prišel v Melbourne. Še tukaj sem delal v fabriki gotovih 5 let, potem sem pa začel črpalko, kako pravite vi, ne? Service station. No in bilo je uspešno in sem od ene črpalke na drugo, potem sem sezidal svojo, potem sem sezidal motel in restauracijo in tako, tle smo zdaj. Kariera Ivanke Škof nima tako strmega vzpona. Tolažbo je iskala ob delu tudi v verzih. Jaz sem pesmi tudi pisala v dijaškem domu v Tolminu in sem v pesem vnesla vsakega profesorja, vsak njegovo karakteristiko. In to smo imeli tudi pri maturi, tako da smo prebrali te pesmi od enega profesora do drugega in smo se dostikrat nasmejali. Nikdar pa ni nihče zameril, čeprav smo povedali tudi kako pikro o njih. Kdaj ste pa v Avstraliji začeli objavljati? Jaz sem v Avstraliji po 4 letih. Po 4 letih in tudi takrat, ko mi je mož umrl, ker me je zelo prizadelo, mi je bilo hudo. Hudo mi je bilo po domovini, hudo mi je bilo, ker sem ostala sama in sem se čutila, da mi to odleže, vsa ta bolečina, če sem dala na papir.